Vprašanje iz prebranih celic je vedno takšno, ki preverja vaše slušno razumevanje. Tokrat in seveda vsakič ob zgodbah v knjigah. Izbrali smo tiste knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. V današnjih prebranih celicah se z Matjažem vračamo v prazgodovino. Knjigo Prvotnost je napisal Feri Lainšček. Nastajala je kar 25 let. Spremljamo deklico Njo, ki živi v izmišljenem svetu prazgodovinskih pravil in izročil. Se jim upira ali se le prepušča toku življenja? V bistvu govori o tej deklici Njo, ki je živela v prazgodovini. V bistvu ona živi v taki družbi, kjer je veliko stvari, tako da so moški pomembnejši, že določenih, imajo te svoje navade. In v bistvu v knjigi se v bistvu bori z vsem tem in ima te predsodke in navade razbija in išče svoj prav. Ja, kot si rekel, se celotna zgodba dogaja ob izteku prazgodovine, ampak to ni prazgodovina, kakršno jo spoznavamo v šoli. Kako bi opisal vzdušje v tej knjigi? Vzdušje mi je bilo zelo zanimivo. Tazga še nobeni knjigi nisem zasledil. Bilo je zelo tako magično, ampak hkrati si videl njena čustva, v bistvu neko hrepenenje ali upor, ki jo je občutila. Jaz sem se med branjem spraševal, kako za vraga je avtor ustvaril ta svet, tako da mogoče ga lahko kar vprašava. Feri, lep pozdrav. A drži, da si to knjigo najprej sanjal, potem jo pa prelil na papir? Prav lep pozdrav tudi vam. Res je, da pri svojem ustvarjanju včasih uporabljam metodo aktivne imaginacije, ki mi nekako pomaga najti stik z mojo podzavestjo in pa s kolektivno podzavestjo. No in v okviru te metode si včasih pomagam tudi s sanjami. V primeru te knjige je bilo to zelo intenzivno. Moram reči, da sem veliko prizorov iz tega davnega sveta pravzaprav odsanjal v obliki nekakšnih vizij in jih šele potem zapisal in sestavil v celoto, ki jo danes rečemo prvotnost. Ja, zdaj mi je pa vse jasno. A si že kdaj slišal za arhetipe? Arhetipi so v bistvu vzorci obnašanja, tak psihološki gen, ki izhajajo z nas. V bistvu so nagonski in ob nekih trenutkih, naprimer, ko dobiš dobro oceno, si vesel. In v bistvu to je vedno nagonsko. Ne moreš nič proti temu narediti in je iz svoje sam podzavesti prihaja. Ja, jaz sem bral, da Carl Jung arhetipe uvršča v naše kolektivno nezavedno in da so to prapodobe, s katerimi ves čas živimo. Jih pa je polno tudi v popularni kulturi, recimo v Harry Potterju, Vojni zvezd, Gospodarju prstanov. Povsod najdemo podobe, kot so recimo bojevnik, heroj, čarovnik, modrec ali pa temne sile, zlo, in te sestavljajo celotni arhetipski svet. Ne skrbite, če sva vas zmedla z arhetipi, jih menda najdete tudi v sanjah. Zato zaprite oči, zapišite svoje sanje in morda ustvarite novo prvotnost. Sprašujem vas naslednje. Kaj za Ferija Lainščka pomeni aktivna imaginacija? A. Intenziven stik s kolektivno zavestjo. B. Podoživljanje romana v sanjah. C. Bujno domišljijo, ki izvira iz arhetipov. Ali D. Most med zavestjo in podzavestjo. Imate 15 sekund. Dobro razmislite, potem pa odgovorite. Še nekaj sekund do konca. Osnovna šola Miška Kranjca meni, da je rešitev D, most med zavestjo in podzavestjo. Osnovna šola Franja Malgaja, ki pa je na to vprašanje stavila Brihtolina, pravi, da je rešitev A, intenziven stik s kolektivno zavestjo. Feri pravi, da mu je aktivna imaginacija v sanjah pomagala najti stik s podzavestjo in da je tako lahko zgodbo prelil na papir. Povezani sta torej zavest in podzavest. Pravilen odgovor je odgovor D. 5 točk za vijolično ekipo.